Besedila nastajajo v mojem zvezku, ki ga imam doma, ali pa na mojem telefonu, ki je vedno ob meni, kadarkoli imam inspiracijo. To je lahko sredi noči ali sredi dneva. V Slovenijo sem prišel leta 2017 za starši. V srbščini enostavno mi je lažje napisati tekst in neke svoje emocije dati, pa več publike imam v svojem maternjem jeziku. Jaz bi izkoristil to priliko, da pozdravim mojo bivšo učiteljico slovenščine Jasmino Gruber. Ona je meni dopuščala pisati pesmi Meduro, tudi tekste pišem v slovenščini. Takrat sem pač bil miren, nisem povzročil nemirov Meduro, pa s tem sem tudi pomagal šoli, ker sem pisal tekste za šolo in sem imel nastope recimo na skupu Prežihovcev v Ljubljani, v kinu Šiška. Jaz imam znance tudi iz studija GT22, ko delajo neke evente, sem jaz poleg, pa pač preko zveze vse prije. Mene poznaš, pa me pokličeš in zarepam. O vsakdanjem svojem življenju repam in pripovedujem. Jaz sem v 9. razredu dobil določen ultimatum, katerega sem mogel se držati, ker drugače bi bil izločen iz osnovne šole. Razmislil sem tako, nič dobrega ne bom dobil s tem, da bom jaz nadaljeval s takim vedenjem. Lahko se mi samo slabo zgodi, pa si lahko samo sovražnike delam namesto, da bi si bil v redu z vsem. Pač vzel sem se malo v roke, ja. Jaz gledam na rap kot terapijo. Tako da meni je rap ful pomagal v življenju in če imam jaz to priliko, da pomagam tudi nekemu otroku, ki je v podobni situaciji kot jaz, bi ful rad, da se to zgodi.